Spoštovani podpredsednik Odbora za kulturo, Marko Bandelli, spoštovani poslanke in poslanci, državne svetnice in državni svetniki, prisrčen pozdrav tudi vsem sodelavkam in sodelavcem naše hiše, pevskemu zboru in seveda ostale zainteresirane javnosti. Te dni se vrstijo praznovanja počastitev utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika ter duhovnega očeta slovenskega naroda Primoža Trubarja. S posebno počastitvijo že tradicionalno ta dan obeležimo tudi v državnem zboru, še posebej v Odboru za kulturo. Letos se temu prazničnemu dogodku pridružuje še državni svet. Primož Trubar, osrednja osebnost slovenske reformacije, je tudi pol stoletja kasneje še vedno aktualen v svoji misli, drzen v svojih pridigah in narodobuden v svojih vrednotah. Prav po njegovi zaslugi smo Slovenke in Slovenci sodelovali v enem največjih gibanj, ki je Evropi in svetu prineslo prenovo in napredek. K besedi vam, predsednika državnega zbora, magister Dejana Židana. Spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani podpredsednik Odbora za kulturo, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, drage gospe, dragi gospodje, predvsem pa seveda najlepši pozdrav članicam in članov našega pevskega zbora. V resnici ste iz nastopa v nastop boljši, samo dik si bentom še manjka. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, 8. junija praznujemo državni praznik, dan reformatorja in protestanta, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, ter tudi duhovnega očeta slovenskega naroda, Primoža Trubarja. Veseli me, da nas Odbor za kulturo vsako leto znova spomni na pomembnost počastitve korenin naše kulture. Slovenci smo eden redkih narodov, ki slavi kulturni praznik z državnim praznikom. Zato imamo vsekakor več razlogov, a ključno je, da kulturo razumemo kot najpomembnejši gradnik naše državnosti, temeljni steber naše notranje moči. Skrb za kulturo je pravzaprav skrb za ohranjanje naroda. To je smisel naše samostojnosti in državnosti. Jezik, kot ena najbolj prepoznavnih prvin identitete, pa je zagotovilo za razvoj in preživetje te kulture. Prav s Primožem Trubarjem je slovensko ljudstvo postalo narod knjige in tudi narod kulture. Deloval je v času, ko se je Evropa z versko reformacijo začela izvijati iz preteklih okovov v preporod. Bila je gonilna sila vseh drugih sprememb, tehnoloških in družbenih ter naprednih političnih idej. Primož Trubar je ta preporod znal povezati s potrebami naroda. Prizadeval si je za opismenjevanje njemu tako dragih, ljubih Slovencev, zato, da bi pisano besedo približal tudi navadnim, preprostim ljudem. Neponovljivo je zaznamoval slovensko slovstvo in pustil neizbrisen pečat na slovensko državotvorje. Saj je dotedaj med številne dežele razdrobljeno slovensko ljudstvo povezal s prav posebno vezjo, sporajajočo se narodno zavestjo. Prva slovenska knjiga in nadaljna besedila so slovenski narod postavili na zemljevid evropskih narodov. Posledično je torej Trubar zaslužen tudi zato, da smo danes samostojni, suvereni in da smemo in moramo sami odločati o tem, kako želimo živeti. Naj nam pomemben vir navdiha daje to obdobje evropske reformacije in vloga slovenskih protestantov v 16. stoletju. Da ne želimo in hočemo le preživeti, ne le stati in obstati, ampak se tudi zagotoviti primerno mesto,
v evropski skupnosti in širše v svetu. Življenje Primoža Trubarja nam daje veliko sporočil, ki jih sicer lahko vsak v svojem prostoru in času razumemo različno. Vendar pa je njegovo temeljno sporočilo zelo jasno. Vedno je dokazoval, da ni nasprotja med grajenjem in iskrenim prizadevanjem za lastni narod, lastno kulturo in lasten jezik ter širšim evropskim duhom in razsežnosti in povezovanja v vseh oblikah. Eno in drugo je mogoče razvijati medsebojno ter krepiti vzajemno. Ko se danes oziramo pozorniki iz preteklosti, kateri sporočilo bo za vse zapisano v našem zgodovinskem spominu, je prav, da nas prebudi nekaj reformatorskega duha. Tistega, ki nam bo dal zagon in zavezo po odgovornem ravnanju v našem vsakdanjem življenju, v politiki, gospodarstvu in tudi v uresničevanju dolgoročnih nalog za ohranitev našega okolja in naše skupnosti za prihodnje generacije. Prav zato, da se bomo lahko spominjali te slavne preteklosti in se veselili slavne prihodnosti. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, hvala za pozornost in iskrene čestitke ob državnem prazniku. Hvala. Hvala, gospod predsednik, za te besede. Primož Trubar je za vsakega Slovenca oče, brat in prednik, je zapisal literarni zgodovinar Jože Reichner. Kaj pa o njem poreče predsednik Državnega sveta Alojz Kovtica? Predsednik, vabljeni za mikrofon. Spoštovani predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, spoštovani podpredsednik odbora za kulturo Marko Bandelli, spoštovani poslanci državni svetniki, spoštovane gosti nastopajoči. Od rojstva Primoža Trubarja je minilo že 511 let. Dan Primoža Trubarja pa kot slovenski državni praznik obeležujemo od leta 2010 na posredno pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. S tem, ko je Trubar Slovencem dal v roke prvo tiskano knjigo Katekizem in abecednik, je postal utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Velja za osrednjo podobo v slovenski kulturni zgodovini in mnogi ga v različnih pogledih celo označujejo za glavno zgodovinsko osebnost slovenstva. Njemu gre med drugim tudi zahvala, da kot narod danes obstaja, se je z uveljavitvijo njegove knjižne slovenščine in znanjem jezika rasla tudi narodna zavest Slovencev. Po praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva je bilo poudarjeno, da je treba dvigniti slovensko kulturno in državno politično samozavest ter krepiti praktično zavezanost Trubarjevemu jezikovnemu izročilu in to z učenjem, uveljavljanjem in razvijanjem slovenščine na vseh tradicionalnih in novih področjih, ki jih odpirata družbeni in tehnološki razvoj. S tem se popolnoma strinjam. Danes na tem mestu pa dodajam, da se pogosto mačehovsko obnašamo do tako velikega daru, kot je lastni jezik. Že res, da so tuji jeziki pomembni in res, da odpirajo številna vrata v svet, omogočajo poslovno sodelovanje, izobraževanje v tujini, vsakodnevno komunikacijo, kadar smo na dopustu v tujini in podobno. A vzporedno s tem moramo negovati tudi slovenščino, naš materni jezik. Velika pohvala za delo in trud na tem področju gre Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika. Pa tudi vsem drugim ustvarjalcem, pesnikom in pisateljem, ki svoje misli ubesedujete v slovenskem jeziku in s tem bogatite nas in naš materni jezik. Tudi s tem, ko v uradnih ustanovah v Evropski skupnosti in na raznih pevskih tekmovanjih v tujini uporabljamo slovenščino, svetu kažemo našo pripadnost slovenskemu narodu in zavednost, spoštovanje do slovenske besede in zgodovinskih dogodkov, ki so pripeljali do njenega nastanka in obstoja. Tudi mlade je treba spodbujati k negovanju slovenskega jezika, da se bo tako kot doslej prenašal in ohranjal z generacijami. Vem, da Slovenci znamo biti in smo ponosni na simbole in predvsem na naš jezik, ki nas določa. Ivan Cankar je v Kurentu zapisal, da je slovenska beseda beseda praznika, petja, vriskanja. Zato vam v današnjem prazniku želim veselo praznovanje, preživite ga z lepo, z mislijo na slovenski jezik, pa naj bo to s knjigo v roki
ali slovensko pesmijo na ustih. In če nam je Trubar dal temelje z besedami stati in obstati, nam je Anton Aškrc dal življenjsko navodilo. V delih svojih živil sam boš večno. Kako konkretno se je treba postaviti zase, za svoj jezik in za svoj narod, je dejal pa Prešeren. Bodi trd, neizprosen, mož je klen, kadar je braniti časti in pravde narodu in jeziku svojemu. Ostanimo taki, kot so nam zapisali očetje naše kulture, našega jezika in našega naroda. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala tudi vam, predsednik. Zdaj pa napovedujem glasbeno točko v izvedbi parlamentarnega pevskega zbora Korom. Zapeli nam bodo slovensko ljudsko pesem Škrjanček poje žvrgovit. Škrjanček poje žvrgoli, se belga dneva veseli. Škrjanček poje v beli dan, pozdravlja krik in plan. Škrjanček poje v beli dan, pozdravlja krik in plan. Kjerkoli se midva srečava, prav milo se Spoštovana predsednika, spoštovani vsi prisotni, ali kot bi rekel Primož Trubar, moji ljubi Slovenci. Ena od pomembnejših stvari v življenju Primoža Trubarja je bila njegova ljubezen do slovenskega ljudstva. Že v 16. stoletju mu je uspelo, da je Slovence z različnimi narečji združil in za nas oblikoval enotni knjižni jezik. S tem je daleč prehitel svoj čas in odločilno prispeval k oblikovanju slovenske narodne zavesti. Še več, našemu narodu je začrtal novo pot. To, da danes stojim pred vami s pisano besedo, ni nekaj samoumevnega. Primož Trubar je namreč v svoji prvi tiskani knjigi Katekizem na predsednik zasnoval z željo, da bi slovenskemu narodu podaril knjigo, ter ga naučil brati in pisati. In to mu je uspelo. Trubar je s pisano besedo uspešno prepil in opogumljal slovenski narod, saj je v 16. stoletju učenje materinščine pomenilo temelj za afirmacijo slovenskega jezika in naroda. Ni namreč skrivnost, da so bili naši predhodniki ob uporabi slovenskega jezika pogosto zmerjeni, preganjani in zatirani. Za močno in povezano družbo sta še danes pomembna tako duhovni prostor kot spodbudno, družbeno in politično ozračje. In zato, da narod živi in generacije v generacijo mora svojo kulturo spoštovati in negovati. Združevanje Slovencev v prostoru in času je tisto, kar moramo krepiti in spodbujati.
kajti zavedati se moramo, da se je slovenščina skozi zgodovino obdržala kot samostojen jezik in iz jezika kmetov prerasla v poglavitni temelj naroda. Položaj suverenega naroda smo Slovenci dosegli prav na podlagi jezika in kulture. In dosegli smo ga še pred samostojno državo. Znali smo varovati svojo narodno suverenost, po samosvojitvi pa je ta skrb nekoliko popustila. In proti temu se moramo odločno boriti. Naj zaključim z mislijo Ivana Tavčarja. Pokažite mi moža, ki bi bil bolj vreden spomenika od Primoža Trubarja. Ali ne živi v vsaki slovenski knjigi? Ali ni še danes učitelj slovenskemu narodu? Da, Primož Trubar živi v vsaki slovenski knjigi, naš jezik pa nam je uspelo ohraniti in razviti kljub pritiskom in zgodovinskim kalvarijam. Ne pozabimo, kdo smo in bodimo ponosni, da je slovenščina tudi po zaslugi Primoža Trubarja danes eden od enakopravnih evropskih jezikov in temelj slovenskega naroda. Hvala lepa. Bližamo se zaključku današnje slovesnosti in znova bomo prisluhnili parlamentarnemu pevskemu zboru Kvorum. Tudi tokrat ostaja zvesti ljudskim napevom. Slišali bomo kraško ljudsko pesem, pa se sliš, ki jo je priredil Karol Pahor. Bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam. Was es liegt, od sveta vidastum, od sveta vidastum, od sveta vidastum. Was es liegt, od sveta vidastum, od sveta vidastum. Das Bum, bim, das Bum. Bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam, Was es bom, bim, liegt, bim, bam, unter der Welt komm, unter der Welt komm, unter der Welt komm. Was es liegt, unter der Welt komm, unter der Welt komm. Das Bum, bim, das Bum. bam, bom, bim, bam, bom, bim. Was es liegt, od sveta vidastum, od sveta vidastum, od sveta vidastum. Was es liegt, unter der Welt komm, unter der Welt komm. Das Bum, bim, das Bum. Dovolite mi, da ob tej priložnosti povabim predsednika državnega zbora, magistra Dejana Židana, predsednika državnega sveta, Ado Zakovšco in podpredsednika odbora za kulturo, Marka Bandelija, na skupno fotografiranje. Mogoče zborom. Na skupno preperom. Tudi lahko. Sprejmete ta izziv. Boš najbolj Sredina, ja.
En pogled. Predsednik, gospod predsednik, gospod predsednik. Pogled povem. Na Gazanski, da spakajo. Še.